Pozdravljeni. Pozdravljeni. Sva Maruša in Tomaž iz Gornjih Biten, župnija Kranj Šmartin. Sva starša 4 deklet, zato nas nekateri poznate pod imenom punčkam prijazna družina, kakor smo se v preteklosti radi pohecali. Vključena sva v 2 zakonski skupini, ena se zbira v župniji Kranj Zlatopolje, druga pa po domovih v okolici Kranja. Zadnja leta nas duhovno spremlja salezijanec Branko Balažic, župnik iz Trstenika. Spadava med tiste pare, ki obdobje zadnjih 2 mesecev doživljava predvsem kot čas z dodano vrednostjo, blagoslovljen čas. Predsejšnji del korona obdobja sva imela namreč možnost ostati doma na tako imenovanem čakanju na delo. Kdor pozna Tomaža, bo zagotovo vedel, da med čakanjem ni sedel križem rok. Z njemu običajno delovno vnemo se je lotil dela v gozdu, na njivi, pleskanja, barvanja in drugih opravil. Vesela sem, da si je vzel precej časa tudi za naju, za našo družino, saj nas je spodbujal, da smo več časa preživljali v naravi, ob skupnem delu na vrtu, predvsem pa na pohodih po bližnjih hribih in v gozdu. Nedvomno pa ima velike zasluge tudi zato, da smo se vključili v e-občestvo, ki ga je povezoval župnik Martin iz Bohinja, saj nas je vsak dan po 10 do 7 zbral skupaj. Martin kliče, gremo k maši. Le redko se je zgodilo, da nismo bili izbrani vsi. Res pa da včasih malo preveč razigrano. In to predvsem na začetku svete maše, ko je gospod Martin v oltar polagal prošnje, ki so mu jih poslali. Potem se je to kar malo avtomatično prevesilo v sodelovanju po šmarnicah v domači cerkvi, kar nam v zadnjih letih zaradi popoldanskih dejavnosti pa finiširanja v šoli ni več redno uspevalo. Zato me je v tem obdobju na nek način presenetilo, včasih kar malo razžalostilo, da kljub temu, da se ta čas za naju, za družino, za Gospoda ni meril samo v stotinkah, pa da je vsakodnevno življenje bolj umirjeno potekalo, pa je vseeno ta moja človeška krhkost kar tolikrat prišla na plan. Čeprav sem še bolj skrbno gradila, bi rekla, svoj duhoven imunski sistem, s tem zjutranjim branjem, premišljevanjem Božje besede, potem s spodbudami, ki jih pripravlja brat Jaro, potem tudi z razmišljanji našega duhovnega asistenta Branka ob dnevni Božji besedi, pa potem, kot rečeno, sodelovanjem pri sveti maši z večerno molitvijo, pa ti moji virusni programi, o katerih je Vilma govorila v Veržeju, kar niso počivali. Njihovega delovanja sem se seveda zavedala šele takrat, ko so se te znaki moje okužbe z nepotrpežljivostjo, s samovoljo, s kakšnimi takimi bolj sebičnimi pričakovanji že pokazali, seveda s preglasnimi besedami. Tako da hvala Bogu pa tudi mojim domačim, ki me poznajo tako moje pomanjkljivosti kot ves trud in so mi pripravljeni v teh drobnarijah odpuščati. No, pa sled teh trenutkov sploh ni bilo veliko, glede na to, koliko smo bili teh dneh skupaj. Vsekakor pa sta tudi v teh okoliščinah spoznala, kako pomembno je, da smo pozorni drug na drugega, da prepoznamo, kaj se dogaja z nami in tako lažje presojava, kdaj smo pripravljeni na kakšne večje podvige. Kdaj pa bo zadosten izziv že to, da poskrbimo za osnovna dnevna opravila, opravimo šolske in pa dnevne obveznosti. Zato se kljub začetni negotovosti, takim občasnim spodrsljajem, s hvaležnostjo oziroma na to obdobje, ker smo se uspešno prilagajali spremembam, skupaj izpeljali kar nekaj stvari. Nekaj takih, ki je bilo potrebno dokončati, ki je bilo dobro, da smo se jih lotili. Stvari, s katerimi smo se urali v novih veščinah, to so seveda predvsem skavti spodbujali. Potem smo spoznavali nova orodja, tudi za organiziranje e-sreča naših zakonskih skupin. Smo nadgrajevali znanje, to predvsem s pomočjo različnih projektov naše glasbene šole, tudi dejavnosti, ki so nas povezale, razveselile, z nekaterimi pa smo obogatili tudi druge.
vam želimo veliko blagoslova, vsega dobrega v teh prihajajočih dneh, ko bomo spet pa postavljeni pred nove izzive. Adijo. Ja.